Vodstvo zdravstvenega doma Ljutomer je predstavilo delo in dosežke javnega zavoda. Slavnostni sprejem uspešnih učencev v občini Puconci. Proslava ob dnevu državnosti na osnovni šoli Bogojina. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v tokratnih dogodkih. Tudi tokrat vam poročamo zanimive vsebine iz Pomurja. Vabljeni k ogledu. Nove uspehe zdravstvenega doma Ljutomer, prejeto nagrado za najzdravstveno ustanovo Slovenije ter za najzobozdravnico je na novinarski konferenci predstavil direktor Boštjan Pihlar s sodelavci. Dosežke, uspehe in ključne aktivnosti zdravstvenega doma Ljutomer tega leta je na novinarski konferenci predstavil direktor zdravstvenega doma Ljutomer Boštjan Pihlar s sodelavci. Sam zdravstveni sistem, kot veste, pretresajo velike novosti, velike spremembe. V letošnjem letu začel veljati zakon o zdravstveni dejavnosti, ki pa moram reči, da seveda da bo imel tudi posledice in vpliv na naš zdravstveni dom, kar precej posega to v našo neko organizacijo notranjo, bo imelo neke trajnejše posledice. Kot vsako leto smo izvedli zopet eno anketo z zunanjim izvajalcem, zunanjo agencijo, se pravi anketo zadovoljstva naših pacientov. Preden pa gremo na to, bi res se rad posvetil, preden se pa posvetimo tem številkam in načrtom, bi rad izpostavil pa res dva dogodka, ki sta to leto zaznamovala naš zdravstveni dom in sta, bi rekel, pomenila kot nek res poseben trenutek ponosa za naš zdravstveni dom. Ne zaradi priznanj samih, ampak kot dokaz, da res v zdravstvenem domu Ljutomer delamo, stremimo k res k odličnosti, da imamo odlične ljudi, odličen kader in da res ogromno našega truda in energije vlagamo v dobrobit naših pacientov. Najprej bi rad izpostavil priznanje, ki ga je prejel naš zavod. Naš zavod, namreč pred 2 mesecema smo prejeli naziv ze strani zdravniške zbornice, naziv najzdravstvene ustanove v Sloveniji. To priznanje nam seveda pomeni ogromno. To je v bistvu rekel nek rezime vseh teh naših prizadevanj skozi vsa ta leta, vsega tega truda, ki smo ga vlagali v samo neko delovno klimo, delovne pogoje in na koncu se je to res rezultiralo v tem, da je zdravniška zbornica prepoznala v nas res tisti najzdravstveno ustanovo v Sloveniji. Kot drugo, pa nedavno nazaj, zopet zelo ponosni na še eno našo veliko priznanje, to pa je, če se spomnite, lani smo imeli najdružinskega zdravnika v Sloveniji, to leto pa imamo zobozdravnico Slovenije, ki je tukaj z nami. Zdravstveni dom Ljutomer je v letošnji anketi med uporabniki ambulantnih storitev dosegel kar 92% zadovoljstvo, kar je 10 odstotkovnih točk več kot leto poprej. Pacienti so posebej pohvalili prijaznost osebja, hitro obravnavo ter dostopnost informacij. Mi bomo s temi anketami nadaljevali. Zdaj res je, da smo dosegli res ta neki nivo zadovoljstva, katerega seveda že lani smo rekli, da nam je cilj obdržati tisti odstotek zadovoljstva. Zdaj ko gledamo konkretno samo zadovoljstvo z storitvami v ambulantah, je ta odstotek še višji. Seveda nam je cilj to ohraniti. Mi bomo naprej peljali vse te aktivnosti, ki jih peljamo že danes in ki smo jih peljali v preteklosti, da bomo to ohranili. Predvsem mislim tukaj na delo z ljudmi, na delo na medsebojnih odnosih, na neki dobri delovni klimi, na pozitivni delovni klimi. Še vedno sem mnenja, kot od vsega začetka, da je samo res tisti zadovoljen zaposleni, ki bi rekel, lahko zadovoljen zaposleni res čuti tisto pripadnost in da od sebe to, kar se na nek način od njega pričakuje in seveda to potem čutijo tudi pacienti. Ob visokem zadovoljstvu pacientov in prejetih priznanjih zdravstveni dom Ljutomer dosega tudi odlične poslovne rezultate. V letu 2024 so ustvarili 9,3 milijona evrov prihodkov ter 660 tisoč evrov presežka. Za nadzidavo zdravstvenega doma, ki bo zaključena junija 2026, bodo namenili 3,5 milijona evrov, od tega 1,4 milijona evrov nepovratnih sredstev.
Načrti za dejavnosti v novo pridobljenih prostorih zdravstvenega doma Ljutomer so pripravljeni, kar pojasnjuje Renata Škrget, pomočnica direktorja za zdravstveno nego. Zadali smo si, da bi želeli razširiti naše programe, se pravi čim več storitev približati v domače okolje uporabnikom. Tako nekako lobiramo za programe, se pravi razširitev pulmologije, ki jo že imamo, potem želimo na novo pridobiti program ortopedije, dermatologije, urologije in pa klinične psihologije. Vsi ti programi so nujno potrebni oziroma za njih smo se odločili predvsem zato, ker so dolge čakalne dobe in zaradi sled tega, se pravi z dodatnimi programi, bi tudi te čakalne dobe skrajšali in kot sem že rekla, tudi pripeljali v domače okolje. Naj povem, da se že pogovarjamo z izvajalci, zdravniki, ki bi to dejavnost opravljali. Tukaj nas tudi veže sedaj novi zakon o zdravstveni dejavnosti, ki je malo bolj, bomo rekli, zožuje nabor izvajalcev, kateri, ampak bom rekla, da izvajalce že nekako imamo. Tudi imamo podporo na Ministrstvu za zdravje, vse programe pa mora tudi nam potem odobriti Ministrstvo za zdravje. V zdravstvenem domu Ljutomer pa se lahko pohvalijo tudi z novim priznanjem. Naziv najzobozdravnica Slovenije 2025 je prejela njihova zobozdravnica doktorica Rahela Žižek Mraz. Ob tej priložnosti je povedala. Tem priznanjem v bistvu stoji cela ekipa. Najprej res vsi sodelavci, posebej moji na zobozdravstvenem oddelku, moja zobna asistentka, pa tudi seveda vodstvo, ki res se naredi v tej smeri, da recimo meni osebno veliko pomeni, kljub temu, da delam v javnem sektorju, ampak da lahko glede stroke napredujem, da rastem, da se razvijam, da delam res z vrhunskimi materiali, s tehnologijo, vzdržujemo nek nivo storitev. To mi veliko pomeni in zato je pa seveda zaslužno vodstvo in naš direktor Boštjan Pihlar. Z dosežki, ki temeljijo na predanosti zaposlenih in zaupanju pacientov, zdravstveni dom Ljutomer s 134 zaposlenimi potrjuje svojo vlogo sodobne, razvojno usmerjene in zaupanje vredne zdravstvene ustanove. V spominskem domu Štefana Kuzmiča v Puconcih je župan občine Puconci Uroš Kamenšek slavnostno sprejel uspešne učence, ki so več let dosegali odlične rezultate. Na osnovni šoli Puconci je odličen rezultat doseglo 11 učencev. Župan občine Puconci Uroš Kamenšek je v spominskem domu Štefana Kuzmiča v Puconcih slavnostno sprejel uspešne učence, ki so več let dosegali odlične rezultate. Kot je ob tej priložnosti povedal, je to vrstna slovesnost vsako leto ena najlepših priložnosti, da se izrazi spoštovanje tistim, ki so s svojim trudom, znanjem in vztrajnostjo dosegli izjemne rezultate. Slavnostni dogodek, ko nekako povabimo najboljše od najboljših v generaciji, torej tiste, ki so vseh 9 let dosegli odlični uspeh, se jim zahvalimo, jim iskreno zaželimo uspešno pot v življenju in jim preprosto povemo, da smo ponosni na njih in da kot občina, kot lokalna skupnost računamo na njih. Torej oni so tisti, ki bodo enkrat v prihodnosti prevzemali odgovornost, prevzemali funkcije in krojili nenazadnje življenje znotraj občine. To, da so učenci vseh 9 let dosegali odlične rezultate, ni naključje, ampak je preprosto rezultat trdega dela, predanosti in predvsem odgovornega odnosa do znanja, je še povedal župan Kamenšek. Jaz sem jim preprosto povedal, da to, da so bili 9 let uspešni, to ni naključje, to ni sreča, ampak je dokaz trdega dela, odrekanja, predanosti in pa nekako sledenja tem svojim ciljem že v teh zgodnjih rosnih letih. Je pa tudi dokaz ene že njihove zrelosti in pa nam nakazuje to, kakšni mladi ljudje postajajo ti uspešni učenci. Kakšne so želje župana bodočim dijakom in študentom? Jaz jim želim, da uspešno zaključijo srednješolsko izobraževanje. Jaz verjamem, da bodo vsi ti mladi tudi šli na univerze, na fakultete. Predvsem pa je potem cilj, želja, da se nam z novimi znanji, z izkušnjami in pa z ambicijami, željo po napredku naše lokalne skupnosti vrnejo nazaj v občino in se nekako ustvarijo svoje življenje tu, kjer so začeli in da pustijo svoje neizbrisne pečate v našem okolju.
O pomenu pridobljenih priznanj in daril uspešnim učencem ravnatelj osnovne šole Puconci Štefan Harkaj. Vsaka nagrada ti da neko spodbudo, pa potem verjetno tudi sam v sebi nosiš tisto odgovornost, da se boš dokazal tudi v prihodnje. Za katere poklice se odločajo učenci? Večina teh učencev, katere smo imeli danes tukaj, grejo v gimnazije. Imamo pa potem, če pa gledamo na splošno, pa jih je kar precej se vpisalo v tehniške šole. Pot za dosego odličnih rezultatov v vseh letih osnovnošolskega izobraževanja ni bila vedno lahka. Bila je polna izzivov in preizkušenj. Vem jaz, koliko truda je potrebno vlagati skozi teh 9 let, da ohranjaš tisti nek nivo. Seveda pa, če si želiš, si uspešen. Kot je povedal podžupan občine Puconci Branko Ritlop, je prihodnost mladih zelo pomembna, je pa, kot je povedal, tudi negotova. Že so dokaze s tem, da so bili skozi osnovno šolo, bili tisti, ki so se upali, ki so bili radovedni, ki so bili vztrajni, da so do teh uspehov prišli. Da jih ta neka pot v srednjo šolo, mislim, da je dobra popotnica. Seveda s neko vztrajnostjo, pa z neko novim prijatelji, kako sem rekel tudi že prej, z nove ljubezni, da dokončajo to srednjo šolo in da si upajo to neko študij. In pomembno je to seveda za našo občino, da upamo, da po neki srednji šoli ali pa tudi v študiju, da se tudi vrnejo v našo občino. Glede na to, glede spremljamo po medijih, jaz upam vseeno, da kot Slovenija, kot tudi naša lokalna skupnost, jaz upam, da ne bo nekih teh dejavnosti, ki se dogajajo po svetu, da bo vse naprej, ampak tehnologija je tudi taka, ki pač nekako jih bo privlačila in je tudi to pomembno za nas, da nekako uspejo pri tem in da si upajo in da bo vse to, kako pač si sami želimo, tudi mi sami. Učiteljica Pavšič je na učence z odličnim uspehom zelo ponosna. Veliko je tudi športnikov bilo v tej generaciji, tako da potem si jih bom najbolj zapomnila. Pa vse dobro jim želim še naprej. Tudi večkrat sem jim povedala, da bo večkrat prišel kakšen težek trenutek, da kakšen padec, ampak naj ne obupajo. Zelo pomembno je, da so pogumni, vztrajni in da se vedno vstanejo in potrudijo in grejo naprej. Saša Ivanič z Rim prihaja iz osnovne šole 2 Murska Sobota. Srednješolsko izobraževanje bo nadaljeval na športni gimnaziji Murska Sobota. Zakaj pa v nadaljevanju? Ker se rad športno ukvarjam in tudi mi je šola tudi všeč, pa se ne znam, zakaj drugo bi se v bistvu odločil, pa sem se za športno gimnazijo. Kaj meni Saša o slavnostnem sprejemu? Zdi se mi fajn, ker se trudimo, smo se trudili in se to tudi fajn, ko se nagradi s to. Pa ja, fajn dogodek. Kaj pa Saša sporoča osnovnošolskim učenkam in učencem? Da se je vredno truditi, ko se to na koncu seveda tudi poplača. Za svojo vztrajnost in uspehe so učenci prejeli županovo petico, monografijo občine Puconci ter praktično darilo. V prostorih telovadnice osnovne šole Bogojina je potekala proslava ob dnevu državnosti. Zbrane je slavnostno nagovoril župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač. Kulturni program so pripravili učenci in učitelji osnovne šole Bogojina ter območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Murska Sobota. Dan državnosti je slovenski državni praznik, ki se praznuje 25. junija. Na ta dan se obeležuje spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. V ta namen je ob dnevu državnosti na osnovni šoli Bogojina potekala proslava. Več o pomenu tega dogodka za občino Moravske Toplice župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač. Za občino Moravske Toplice je pomemben zaradi tega, ker sovpada z koncem šolskega leta in vsako leto imamo v bistvu v drugi osnovni šoli. Tako vsaka šola pride na 3 leta enkrat na vrsto. Je pa tudi sporočilo to, da mlajša generacija sodeluje pri proslavi, s tem na nek način tudi prenaša na bodoče rodove izročilo praznika, ko je nastala država. V bistvu so zdaj že učitelji, nekateri rojeni po
dnevu, ko smo razglasili samostojno državo leta 1991, kaj šele tile otroci, ki zdaj že tudi nastopajo. In za njih je pomembno na nek način, da slišijo nekaj od tega. Hkrati pa, tako kot sem tudi povedal, država ni samoumevna stvar v življenju, je plod mnogih energij, včasih tudi stoletja, želja in naporov in mi smo lahko srečni kot narod, da nam je to uspelo, posebej pa naša generacija, ki živimo pač ta čas. Ob dnevu državnosti Slovenci ne smemo pozabiti na pomembnost slovenskega knjižnega jezika, kulture in zgodovine naroda. Knjižni jezik, potem vera, tradicija, kultura, vse to na nek način zaokroža narod in seveda ozemlje, ki ga pač na tem prostoru zasedamo, tudi državo. Zato, kot vidite, stvar ni samoumevna. Mimogrede, vojne potekajo tudi za te stvari še danes, tudi v Evropi. Kot je povedal župan Glavač, Prekmurje v Sloveniji zavzema posebno mesto. Prekmurje je v bistvu premalo poudarja, Prekmurje, da v bistvu tudi že dan po razglasitvi samostojne države praktično ni bil noben delček našega ozemlja zaseden z strani vojske. Tisto, kar pač so bile te stražnice pa obmejne enote, itak vemo, so se po nekaj dneh predale, ampak da bi enote, ki so prihajale z drugih delov nekdanje skupne države, pa niso Prekmurja nikoli zasedle. Tako da smo tudi potem neka posebnost v Sloveniji. Tako že v zgodovini tudi sicer. Tudi mladim je župan prenesel posebno sporočilo. Mladim sem položil na dušo, predvsem tistim, ki odhajajo v druge kraje, v šole, srednje in podobno, da naj ne pozabijo svojih ognjišč, svojega doma, svojih staršev, ker na nek način je to podobna domovina, najožja seveda, kot je velika domovina Slovenija. Kakšno je sporočilo župana Glavača vsem Slovenkam in Slovencem? Da država ni dana enkrat za vselej, ampak se jo vsak dan moramo zavedati, se za njo truditi, boriti in na nek način so tudi nastopajoči ravno te vrednote poudarjali v svojih nastopih. Proslave so se udeležili veterani vojne iz območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Murska Sobota, ki združuje udeležence vojne za Slovenijo. Veterane prav veseli, da nas je občina Moravske Toplice povabila, da smo lahko bili del njihove današnje slovesnosti in prav je, da se v občini tudi na tak način obeležijo dan državnosti, pa nekako na nek način združijo tudi z zaključkom šolskega leta, kjer so se s čudovitem programu predstavili učenke in učence osnovne šole. Prav pomembno je, da ohranimo vrednote slovenske osamosvojitve. Ni vsem generacijam in vsem narodom dano, da pač živijo v trenutku in dajo tudi svoj prispevek k temu, da dobimo svojo državo. In pred 34 leti smo dobili svojo državo, ni nam bila poklonjena, ampak smo jo morali tudi na nek način z orožjem obraniti. Kaj meni Smodiš o današnjih mladih Slovencih? Mladi so čudoviti, to so pokazali v današnjem programu, veliko znajo od glasbe do tudi recitacij. Kakšno je bilo sporočilo veteranov učenkam in učencem osnovne šole Bogojina? Sporočilo je pa bilo res domoljubno o Sloveniji, o domačem kraju, o slovenski besedi, slovenskem človeku, tako da tudi mladi čutijo, da živijo v svobodni državi, v lepi državi, v lepi pokrajini in da si pač lahko vsak po svojih sposobnostih in željah krojijo svojo prihodnost. In to je največja vrednota, da živijo v miru in da mi je odprta neka prihodnost.
27. junija svoj praznik obhaja slovenska policija. Ta dan so si izbrali kot spomin na dogodek, ko so se policisti, tedaj še miličniki, spopadli z jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmac. Gledalke in gledalci, hvala vam, da ste nas spremljali. Preživite lep in sproščen vikend v hladni senci. Lep pozdrav!